Damn it. I'm gonna go as fast as I can so I don't miss anything. V kar precej analizah, ki smo jih do zdaj imeli, sem zasledil, da je v bistvu ta bull run, ki smo ga zdaj imeli, v bistvu bull trap oziroma past za bike. Pa bi se to znalo res zgoditi? No, to bomo poskušali ugotoviti v današnjem videu. Na koncu videa pa bom imel tudi zelo pomembno vprašanje za vas, saj konec koncev delam videe za vas in zato tudi zelo cenim vaše mnenje. Kot da ne izpustite konca. Lep pozdrav, z vami sem Explicit in preden začnemo, bi rad naslovil še par stvari. Vem, da vas je precej takih, ki ste komaj začeli vlagati v kriptosvet in rad bi vam dal samo en nasvet. In to je, da nič, nobena tehnična analiza, nobena novica, nič vam ne bo pri trgovanju pomagalo bolj kot kontrola lastnih emocij. Naučiti se vleči trendline, risati vzorce, iskati divergence, to je ta lažji del. Ta najtežji del je brzdanje lastnih čustev. In to zahteva trening, to zahteva čas. Ampak enkrat, ko boste to osvojili, se vam bo odprl čisto nov pogled na denar in na svet okoli vas. In to vam obljubljam. Zato ne imeti občutka, da nekaj zamujate, ne hiteti zaradi tega, ker bo vedno nekaj novega. V prejšnjem ciklu smo imeli ICO-je, zdaj imamo NFT-je in DeFi. Kdo ve, kaj bomo imeli v naslednjem? Zato ne hiteti, vzemite si čas, naučite se delati lastne analize in predvsem trenirajte na kontroli lastnih emocij. Kako to doseči, se bo razlikovalo od posameznika do posameznika. Ampak, če lahko poskušam nekako posplošiti, bi bilo nekako tako. Sprva učenje analize, potem vlaganje zneskov, ki jih lahko pogrešate ob padcih in šele na to trgovanje. Pa še to, prosim, ne uporabljati analiz iz mojih videov za lastno trgovanje. Vsi, ki objavljamo tehnične analize na YouTubeu, po Facebook skupinah in podobnem, to delamo najbolj zato, da se vi lahko naučite, kje, kaj in kako gledati, da nekako pridete do svoje tehnike trgovanja. To je bil pa kar dolg uvod. Tutorial. Tutorial tega videa, kot obljubljeno, je, kako si lahko postavite svoj indikator, ki napoveduje križe smrti in zlate križe. Ne bo ravno isti kot moj, ker imam posebno različico, bo pa podoben. Pa poglejmo. Pred sabo imamo čisti dnevni Bitcoin graf za to, da se lahko posvetimo samo temu. Kliknemo na gumb Indicators. V iskalniku pišemo MA, kliknemo na MA Cross, ki nam ga priporoča, in zapremo iskalnik. Trenutne nastavitve niso ravno ok, zato gremo z miško v zgornji levi kot grafa in čez MA Cross, da se nam prikažejo dodatne opcije. Kliknemo na ikonico za nastavitve in nato v oknu, ki se nam prikaže, naštimamo Short MA Length na 50 in Long MA Length na 200. In kliknemo OK. In tako dobimo naš lastni indikator križev smrti in zlatih križev. Križ smrti se zgodi, ko 50-dnevni MA prebije 200-dnevni MA od zgoraj navzdol, kot vidimo tukaj. Zlati križ pa se zgodi, ko 50-dnevni MA prebije 200-dnevni MA od spodaj navzgor, kot vidimo, da se bo kmalu zgodilo tukaj. Tako, to je bil naš tutorial, zdaj pa pojdimo naprej na analize. V načrtu sem imel sicer malce drugačen video, malce drugačen pogled na naš prejšnji bull run, žal ne bom mogel predstaviti, ker smo imeli pred kratkim spust in me je tako povozil cajt. Je pa trenutna situacija na kriptotrgu kar zmešana, veliko imamo bearish znakov, veliko imamo bullish znakov, tako da prevladuje kar zmešnjava. Zato sem se odločil, da analizo razdelim na bearish in bullish scenarij. Torej, potopimo se v grafe in poglejmo si najprej bearish in nato še bullish scenarij.
Gledamo Bitcoin dnevni graf in to je naš bearish scenarij. Ampak najprej trenutno dogajanje. Kot vidimo, je naš bearish gramofonski trikotnik obstal. Tukaj je že kazalo, kot da ga bomo prebili, ampak izkazalo se je za false breakout in vrglo nas je kar precej nazaj in globoko dol. Prebili smo ta trendline, tudi, tako da bom kar zbrisal, in ta trendline bom tudi zbrisal, ker ni več bistven. Prebili smo tudi 200-dnevni EMA in kot kaže, počasi izgubljamo tudi 50-dnevni EMA. Pri RSI smo tudi šli pod 50, kar pomeni, da trenutno na trgu prevladujejo medvedi. Zaradi padca se je premaknil tudi datum našega zlatega križa, zdaj je trenutno planiran za tam nekje 15. september. Tukaj se nam zgleda, kot formira medvedja zastava, kar nakazuje na nadaljevanje trenda. Naslednja meja, ki jo imamo, je tukaj na 21-tedenskem EMA, to je tedenski EMA na dnevnem grafu. In trenutno se nahaja na okoli 43.000. Sam sicer mislim, da bomo ta 21-tedenski EMA na dnevni ravni, ravni izgubili in tukaj se bo zgodila naša velika in odločilna bitka. Tukaj nekje med 37 in 38.000. Precej jih omenja 40.000 kot mejo, ampak jaz tukaj ne vidim kot neke bistvene podpore. Torej, bearish scenarij bi bil, da zadanemo to mejo nekje okoli 37.000, se odbijemo, ampak nimamo dovolj moči, da prebijemo ta 21-tedenski EMA. Obstanemo in se spustimo nazaj dol. V tem primeru se nam izriše head and shoulders oziroma glava in rame, to je zelo bearish vzorec. In če ga dokončamo, potem lahko pademo vse do 20.000, tudi 14.000. In ja, v tem primeru bi se tudi izkazalo, da je bil ta bull run v bistvu bull trap oziroma past za bike. In če pogledamo dogajanje v marcu 2020, se to lahko zgodi tudi, če pride do formacije zlatega križa, kar se je takrat izkazalo za fake out. Pred sabo imamo ponovno Bitcoin dnevni graf, ampak tokrat z našim bullish vzorcem, skodelice z ročajem. To je iz prejšnjega videa in ki se ga zaenkrat kar lepo držimo. Vrh je bil malce višji, tako da popravimo naš Fib retracement. In tako dobimo meji okoli 39.000 na 0,5. in pa okoli 37.000 na 0,61. Seveda, ta glavno vprašanje je, kaj se bo zgodilo enkrat, ko zadanemo 21-tedenski EMA, to modro črto, to je tedenski EMA na dnevnem grafu. Se bomo malček ustavili ali ga kar prebili? Seveda, če ga prebijemo, ga na dnevni ravni lahko izgubimo, ne smemo ga pa na tedenski. Torej, v tem primeru bi jaz bolj pričakoval odboj v obliki črke V. Od te meje ali pa te. In ponovno osvojitev 21-tedenskega EMA kot podpore. Ponavljam, vse oči moramo imeti uprte na 21-tedenski EMA. Jaz sem trenutno na bullish strani, se pa zavedam tudi, da trgu ni mar za moje mnenje in vse, kar lahko naredim, je pač, da mu sledim. Preden pa zaključimo, bi imel za vas eno prošnjo. Namreč, dostikrat sem v dilemi, ali bi uporabil izraz v angleščini ali v slovenščini. Zato bi vas prosil, če mi lahko spodaj pod komentarje napišete, v katerem jeziku bi vam bilo ljubše. Opcije so 3. Lahko v slovenščini, angleščini ali kar obeh jezikih. Vaše mnenje mi ful pomeni in se vam tudi že vnaprej zahvaljujem za odgovore. Eko, pa smo na koncu. Hvala vam, da ste si video ogledali v celoti, dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. Zelo se veselim tudi debat z vami, tako da kar napišite svoja mnenja in komentarje spodaj pod video. Vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Naslednji video bo tudi poln zanimivih stvari.
Pogledali si bomo namreč, kje smo pri naših bearish in bullish scenarijih, kot tudi malček bomo pokukali v tržno kapitalizacijo altcoinov in kakšni vzorci se lahko skrivajo tam. Ne bo se ga splačalo zamuditi, zato se vpišite na kanal in nastavite obveščanje, da boste o njem takoj obveščeni. Želim vam lep dan še naprej, imejte se fajn in se vidimo kmalu.